Tale viski je pa tudi zanimiv. To poznate? Ne. To smo bili enkrat z nekimi naročniki na Bavti. Ne vem, a sta že bila kdaj pri njih tam v Cerkljah. Ne. V glavnem gledali smo pač nekaj, ne vem kaj, kako bomo nekaj naredili. Bavtovci, jaz, naročnik, tam sedimo in kar naenkrat pride kar not, tako enata vstop. Aha, ja, ok, kaj pa bi vi? Ja, pa glih sred korone je bilo. Rabite kje razkožili. Pa mi der, mi našmerglamo to razkožila, kar nosi. Pa lepo kaže in je imel pa tole kumarski, neki domač viski, pa še nekaj je imel, tudi neki domačga. No, smo rekli, absolutno rabimo, pa smo vsi. A pa to še ta od korone, ali ga takrat redno nabavljaš pri njemu? To sem pol še enkrat kupil, ja, eno še flašo. Ampak, ne, od korone je že šel. Tisti je že odšlo. Ja. Ja, mi se sama prinesla še nekaj revij, za tebe, pa se to najbrž imaš, zadnje dve, To je pa tako, to pa ne vem, če imaš, ali pa tudi če imaš, da so še Imam, ampak glej, to gre vedno v promet. To ima še Zarja, ta naša landlordica, ima tle v Strniš. A res, ok? Ja, tako da kada grem na Strniše, greš pa, malo bereš, ja. Cel kup ima tega, pa Outsider ima tudi ona, kar fenica zgleda, tako da ima na polno. Ja. To pa imam, enkrat sem tu, mislim, da sem enkrat, da sem pri Trafiki tole kupil. Po moje, da sem pri Trafiki to kupil, tega pa ne vem. No, to pa nadaljevanje tega, tega pa ne poznam. So bili ful navdušeni v Geberit na to kampanjo, ko smo imeli, in pa so rekli še, hočemo še. In za knjigo prvi del in pol še za 2 sezoni nadaljevanja. Sredstev. In je bilo tako zabavno, to je en tak fin projekt. Ja. Ma sej, Pa se to niti nam ni dalo več, ker to tako branja, veš, pa veliko stvari je, ki niso zares dobre, pa pol ti se prebijaš čez, pa imaš ljudi, ki morajo to odločati o tem, pa tako, no, in je pol. A ja, seveda, ker vidva tukaj ni to vse, kar se napiše, gre, no, to pride. Ja, nekaj je zbor. Nismo midva izbirala, ampak je izbrala strokovna žirija, ampak vseeno, moraš pa, midva sva vseeno bila udeležena, pa prebrala pa to. 100 zgodb, ne, pa za vsako rabiš, ne vem, pol ure, da jo prebereš. Ja, sej. To je kar del. Ja. Ja. No, sej, a vi da preberete vse, kar izdate v revijah? Ja, absolutno. Se moraš stati za vsako črko. Ni nujno, da se z vsem strinjaš, no? Ampak mora biti pa dober argumentiran, pa napisan. Ja, itak. Mislim, jaz vse preberem, no? Mislim, to je veliko. Ja. Res veliko. Pa ne sem, da preberejo, tudi napišejo veliko. To vem, ja. Ampak vsem tako, mislim, ful se mi zdi. Ne, ker jaz dejansko mi res včasih kar malo zaostajam. A če imaš tale iPad odprt, kaj moteče? Ne, a ga rabiš? Ne, tako, včasih, kakšen plonkec ali pa kaj. Plonkec? Ja. A ti si pripravil? Kaj pa boš? Na kaj pa? Ne. Tako čas, kaj pogubljam. Kaj ne veš? Če treba. Mislim, da ne bo treba. Če to navta. Ja. Ni nič tazga, to ni strokovno. To ni strokovnih vprašanj. To sta čist preveč resno vzela. Ma ja, tega. Čist preveč resno. Moram biti pripravljen. Ja, to je bilo tako, tam smo z enimi, poznate to, ki ima tale Renata, ki ima to oddajo Ugriznimo znanost? Ja, znan mi je nekako. Na televiziji. Ampak až televiziji nima pa nič. Ja, sej, ni isto, ampak tako smo prek tam male družinski prijatelji in pa smo šli parkrat tudi na nek potovanje tam, po Portugalska pa to. In pol, ona ima to forum, da ko gleda kaj pa to, pa kaj pa gledaš? Ja, lej, koliko fina tam stanovajna pa to. Pa kaj, pa se, te zanima tle? Ja, ne, ampak, veš, ne? Recimo, da pride tle en gospod pa reče, da to je moje, ampak zdaj ne rabim več
tele 3 so, kjer ga bi. Moraš biti pripravljen. Kjer ga bi, ne boš takrat okleval. A pa se dogaja to? V moji družbi se še ni. Ne? V moji družbi se še ni, ampak moraš biti pa pripravljen. Se res, ja. Ok. Čakaj, no, si dam še svoj plonk listek. No, tako. Moja današnja gosta sta Nina in Matevž Granda. Zdaj, ni verjetno precejšnji večini mojih naročnikov ali pa poslušalcev, ni treba posebej predstavljati, ampak vsem par besed. Sta predvsem ustanovitelja arhitekturne revije Outsider, ki pravzaprav že že od samega začetka ni samo arhitekturna revija, ampak pokriva bistveno širše teme, ne samo kulturo, tudi bi rekel, da se dotika družbe nasploh. Pa dolgo tudi ni samo revija, zato ker jo zdaj komplementarno dopolnjuje sestrska revija El Normal, pa Trafiko sta oživila Plečnikove, okoli kjer se veliko dogaja teh pogovorov. Vem, da sta organizirala potem že tudi razne razstave, pa goste sta imela, ki sta pripeljala, jaz vem, vsaj za Rauha, drugi se nisem mogel spomniti, mislim, da je bilo še kaj. Delavnice Zemlja organizirata, pišeta tudi za druge medije, tako da dejansko je njuno delovanje precej širše kot samo izdajanje revije. Zdaj, zaradi česar jo jaz pravzaprav res zelo občudujem, je, da se dotaknete tudi tem, ki so mogoče malo bolj pereče, malo bolj na robu, malo bolj delikatne, ampak vedno pa se jih dotaknete na način, ne samo z neko kritiko na počez, ampak z neko konstruktivno, argumentirano kritiko, ki vedno podaja tudi neke, v bistvu vse skupaj napisano v neki taki pozitivni konotaciji. Ne? In vse to, ta pozitiva nekako preveva tudi vse ostale vajne aktivnosti, od se pravi, da pišeta o ljudeh pa dogajanjih, ki so nekako bi rekel navdihujoči, proaktivni in se pravi, nista tako kot vsi ostali mediji ali pa večina ostalih medijev, ker je samo neka kritika, pa ampak na en tak drugačen način želita, ali pa se mi zdi, da želita spreminjati svet na boljši. Tega načina v bistvu z današnjem svetu se kar malo pogreša. Ne. Poleg tega je pa tudi njuna vajna zgodba življenjska tako zelo zanimiva in navdihujoča, tako da jaz sem res vesel, da sta se na tole odzvala, pa da bomo lahko danes malo predebatirali o raznih temah. Mislim, tem, ker sem večkrat si probal okostje pripraviti tega, je bilo toliko, da prej sem se hecal, ampak po moje, če se bomo zgubili, se res lahko zgodi hitro, da bomo do polnoči tukaj. Tako da Nina, Matevž, ful dobrodošle tukaj. Živijo, Matej. Hvala za povabilo, no? Veliko čast nam je. Ja, hvala za to lepo predstavitev. No, predstavitev je bila zelo iskrena, zato ker dejansko jaz to tako čutim in mogoče nisem znal tako lepo besediti, kot čutim jaz to vajno delo, no, aktivnosti, se bomo jih potem malo več dotaknili. Ampak mogoče za začetek, zdaj, da poleg grenčice malo še razbijemo led. Ena stvar, kar me zanima, zdaj že odkar je začela izhajati ta nova revija, odkot ime El Normal? A to izhaja iz tega, ker je prva revija Outsider, se pravi nekaj izven okvirjev nenormalnega, ali to zato, ker pišeta o stvarih, ki naj bi bile normalne, ali zato, ker pišeta o stvarih, ki so normalne. Mislim, tako skozi mi bolj domišljijo, ker ni to tako dva brenda, ki bi nekako pasala skupaj, ne? Kompletno druga podoba vse
Zdaj, to je bilo, mislim, da leta 2020 sem delala serijo pogovorov o časopisih z novinarji, zelo različnimi novinarji, ki profesionalno že dolga leta, ali pa tudi kakšnimi, ki so se šele na začetku vrgli v to, ampak so bili strastni in dobri. Po moji oceni, v glavnem sem delala pogovore o časopisih, o novinarstvu z različnimi novinarji. To je izhajalo čisto iz moje osebne radovednosti, iz vzgiba, da bi se želela čim več naučiti od ljudi, ki jih občudujem. In ena izmed teh ljudi je bila tudi Irena Štavdohar, z njo sva se pogovarjali o medijih, o časopisih, o pisanju, o zgodbah, o tem, zakaj v resnici pri časopisih gre. No in ona je omenila na koncu en intervju, ki ga je takrat brala in jo je fasciniral, z enim novinarjem, ki je celo življenje delal v medijih, ki je imel en časopis, ki je bil urednik časopisa, ampak je potem pristal, je izgubil uredniško pozicijo in sploh priložnost za pisanje za nekaj časa zaradi političnih razlogov. Potem pa je napisal knjigo, po tej knjigi je bila posneta zelo uspešna serija o časopisih in v uredništvu, in on je rekel, da čeprav je imel veliko slabih izkušenj v medijih, si ne more pomagati, da ne bi še zdaj sanjaril o časopisu, in sicer o tem, da bi želel nekoč sam ustanoviti svoj neodvisen časopis, ki bo živel od bralcev in ki bo objavljal preverjene, tehtne, zanimive in navdihujoče zgodbe. In naslov mu bo El Normal. In to me je takrat tako presunalo, da se je nekako mi vtisnilo v telo in potem prišlo čez par let na plan. On ni nikoli tega časopisa naredil pod tem imenom? Ne, on tega se pravi, to je bila samo inspiracija? Tako, ja. Samo pa jaz ta zgodba je bila inspiracija in pol tudi osnova za ime? Tako, ja. Tako, ja. Tudi Matevž je vedno prvi bralec, ali pa vedno mora prebrati vse, kar jaz napišem. Ja. In se je tudi tepa zdelo to ime fajna, zato ker se to tudi zdaj slišimo v raznih političnih debatah, ne glede iz katere strani kdo prihaja, vsi rečejo, ja, prizadevamo si za normalizacijo česarkoli že, pa so lahko čisto na nasprotnih pozicijah, ampak vsi bi radi normalnost. Ja, in to mi je pol taka hecna pozicija, Ja. Saj ni normalnost, to pa itak kot neko presečišče, povprečje niti ni toliko zelo zanimiva. Bolj je zanimiva kot medijska pozicija, ki skuša nekaj, kar je mogoče zelo drugače ali pa zelo zanimivo ali pa obrobno tudi normalizirati. In v Sloveniji je to podjetnost, ustvarjalnost, to, da nekaj izhaja iz lastne iniciative, to bi jaz želela normalizirati. Tako da, ja. To. No, vse, ki si ravno omenila podjetnost, meni osebno tale El Normal zelo sede. Zato, ker tako, kot sem preden smo začeli omenil, tole je zame res debela revija. Poleg tega jo imam zmeraj nekako za posvečeno. Se mi zdi, da jo ne morem brati tam, kjer preberem 50% mojega čtiva, ampak mora to biti lepo na misci, ob kavču, in da če bom pa to vzel v roke, moram biti pa res spočit, sfokusiran, da bom res vsako črko razumel in jo ponotranil. Tako da se mi včasih tudi nabere, kljub temu, da izhajaš koliko 4-krat na leto. Ja. Ne bi nikoli verjel, ker se mi čas 1, 2, 3 še v polivinilu nabere na kupčku. El Normal po drugi strani pa bil tak. Zgleda bolj pogrošen, čeprav so teme fenomenalne, in meni osebno se zdi, da meni ta kombinacija El Normala zelo ustreza. Ker je podjetnost, ker podjetništvo je itak en moj driver, ki me vedno že zanima od začetka in tudi zdaj in skozi. Poleg tega je pa ta kultura, družba, karkoli,
In nasploh se mi zdi, da te dve temi se ful premalkrat srečata. In zato se tudi pol tako ne razumeta. In kulturniki so čist pikasti na podjetnike, kako jih ne razume in so itak čisti barbari. Medtem, ko podjetniki se mislijo, da oni delajo, oni pa samo denar zapravljajo. Ne. Tukaj se pa to tako lepo preplete in je res užitek brati. No. Mislim, tukaj zadnjič, ko sem ugotovil, da sem ga naročil, pa ne dobivam, pa sem ga šel pol iskat. Ne. Ja, to sem unga zelenega, sem na dušek, res, na dušek. Eno nedeljo zunaj malo sonček, praktično skoraj vse članke. Ne. Tako da res se mi zdi posrečena kombinacija. Ne vem, kako pa ostali bralci to. Imate tudi take odzive, ali tisti, ki so bolj na enem ali drugem polu, rečejo, da ni v redu, da je to toksku, da je pol revije brez veze. Ne vem, mogoče pač najprej gledate dvojnosti. Ja. Tako, vsi živimo v nekih dvojnostih stalno. Ne? To, da sta dva pola, kjer se ne razumemo, pa kjer se sploh ne skušamo razumeti en drugega. No? To je tisto, kar je v bistvu tudi iz tega zelo podobnega vzgiba je outsidernost. Ker ne vem, to je bilo leta 2014-15, ko so začela snovati, pa 15, ko so začela delati. Takrat so bila na Dunaju, ampak že takrat je bilo to prisotno, da kjerkoli debata, kjer se je začela na internetu ali kjerkoli že, pa naj se je začela pri neki temi, ki ni imela veze za politiko, slejko prej po parih komentarjih zašla v neko obkladanje z ti si un, ti si pa un, pa lev, pa desen, pa tako naprej. In jaz moram reči, da tega koncepta tako, nisem mogel razumeti, niti ga zdaj še vedno ne morem razumeti. Kako lahko... Ne moreš razumeti ali sprejeti? Ne vem, jaz mislim, da sprejeti ne, tudi razumeti ne. No? Jaz ne razumem tega temelja, na katerem se pač te identitete utemeljujejo. Če jih premislim racionalno, kaj nekdo zagovarja, pa za koga se potem postavlja s to ideologijo, se mi zdi, da sploh ni prebral navodil za uporabo ob tem. In da je velikokrat tako površno za te delitve. Jaz vse čas sem imel občutek, da je to vsiljeno, da to nekomu zelo ustreza, pa nisem mogel tako razumeti, komu bi to ustrezalo, te delitve, da se tako ljudje vsak na svojo stran delijo. Enkrat, ne vem, recimo v srednji šoli smo brali Platona, neko država, ko govori o državi, kako deluje, jo primerja za telesom, in celotna država je eno telo. Zdaj imaš ti desno roko, pa levo roko, ali pa desno polovico telesa, pa levo polovico telesa, ki se ne morata med sabo žive videti in bi se najraje skregale. To za telo sigurno ni dobro. In je bilo to tisto, kar sva ves čas tako želela presegati, te neke delitve levo, desno, ker nastajajo potem predalčki, v katere se mora nekdo postaviti in iz njih izhajati. In iz tega marsikaj se nažalost potem s tem omogoča ali pa onemogoča nekomu iz takšnih pozicij, ampak pač takrat so bila na Dunaju, bila to neka pozicija, ki je bila še iz drugega vidika outsiderska, torej izven tega prostora in pač te razdvojenosti sva želela tudi s tem se postaviti izven njih, izven teh okvirjev, ki so bili tako zakorenjeni, so še vedno ali pa še vedno bolj celo, in gledati preko tega. Tako tudi zato potem pač ta miselnost poslovnega mišljenja, kjer iz nič ustvariš nekaj, in kulturniškega mišljenja, ker je isto, iz nič ustvariš nekaj. To je tako, v bistvu neka obča lastnost, pa ne bo za nekoga, ki je arhitekt ali pa ki je v nekem drugem poklicu, je največji zadoščenje najbrž, da iz nečesa, kar ni imelo prej vrednosti v posameznih elementih, postaviš v celoto in dobi neko dodano vrednost, neko nadgradnjo. In ta energija je tista, ki nas je pol zanimala pač v outsiderju kot arhitektura, potem pa so se pojavljale zgodbe vedno več, ki so izven tega prostora arhitekture, pa postal potem enonormalen, ki pa še potem te poslovne zgodbe povzema. Zdaj, če gremo v publiki, odzivov je zelo veliko, zelo pozitivnih. Tudi za Elnormal. Pri Elnormal je to tako, da vsak pozna nekoga, ki dela nekaj zanimivega in bi ga predlagal za tja. Tega je pa res veliko.
joj, pišite v meni, ali pa pišite v temle, ali pa tega poznaš, koliko je zanimiv. In se res vidi, koliko je v Sloveniji ogromno ljudi, ki nekaj ustvarjajo, pa v bistvu ne vemo za njih. In tudi občinstva je veliko, ki si želi brati o takšne zanimive. Pa se to je logično. Uvide. Te zgodbe, v principu za Slovence rečemo fovš pa to, ampak v resnici te zgodbe navdihujejo. Prvič ti povejo, da je nekaj možno, malo ti nakažejo, kako je možno. In mislim, če te to ne navdihne, pol res ne vem, kaj bi te še lahko. Več teh navdihov je tako, ali si rečeš, to bi pa imel, naprimer, to bi mi pomagalo pri mojem delu, ki ga upravljam, bi mi bilo lažje, da vidiš en produkt. Ne? Drugo pa to, da rečeš, če pa njemu ratali s to idejo, mogoče pa tudi zuno mojo, ki jo nosim že ne vem koliko časa, mislih lahko rata in te spodbudi k temu, da se mogoče lotiš nečesa, kar se drugače še ne bi. No? No, odziv publike pa mislim, da je uspel to, da je malo različen tip bralcev, ki se bolj zanimajo za Outsider, pa drugih za El Normal, kar je tudi izhodiščna ideja bila. No? Tudi ta razlika med njima, ki je namerna, tako da nista tako zelo podobna. To vidimo recimo na sejmih, ko pač kdo pride, veliko ljudi točno direkt, jaz bi pa El Normala. Drug tip ljudi kot tisti, ki iščejo Outsider. Kakšen je tudi zadržan, predvsem taki profesionalci iz založništva, pa to se marsikdo čuta, pa kaj je z vami, že ene revije se ne da delati, kaj šele dve, zakaj tako? Zakaj? Revije propadajo, vidva pa še eno. Tako, ja. Ampak revije so propadale že takrat, ko smo začeli. To drugačno izhodišče bilo. Imela ta razmislek ves čas v ozadju, zakaj propadajo tiste, ki propadajo in kako odreagirati na to. Tukaj sta me zdaj spomnili na znano podjetniško anekdoto. Da pameten se mrš česen kol ne ploti, tako da še dobro, da na svetu obstajajo norci, da se zadeva kam vrti. Res je. Če bi poslušala nasvete, pa sledila nekim vzorcem, ne bi bilo niti Outsiderja, kaj šele El Normala, pa še česa drugega ne. Zdaj, ki si rekla, če bi poslušala nasvete, jaz se živo spomnim, takrat, ko ste bila še na Dunaju, pa ko ste se lotevala tega Outsiderja, pa vem, da ste tudi pa mene nekaj sprašvala, pa Alenko pa to. In toliko smo se že poznali še prej iz hiša, da sva z veseljem kaj rekla, ker se je nama zdel. In dejansko, pol, ko ste začela, sem jaz mislil, tole, to ste čist drugače, kot bi jaz in to bo čist narobe. Zakaj pa, recimo, kje je zadeva? Zato, ker sem jaz na stvari, zdaj retrospektivno se tega bolj zavedam, gledal bistveno preveč ozko gledo. Jaz sem mislil, da hočem narediti Hiše 2 in popraviti tisto, ker hiše niso bile prvama. In preprosto nisem imel ne v podjetniškem, ne tudi v splošno razgledanem smislu te širine, tako kot sta to vidva zastavila. In se mi zdelo, to je kar nekaj vse zmešano. In sem res vesel, da me je tako zgodovina najlažje postavila, ker dejansko zdaj jaz veliko tega, kar mi manjka, jaz nisem gimnazije delal, sem delal srednjo tehnično, ker se mi je zdel, jaz sem že skozi vedel, da bi želel biti arhitekt in se mi je zdel logično po osnovni šoli, arhitekt gradi, se pravi srednja gradbena, tak. In to je vse v redu, razen da ti veliko manjka nekih znanj, likovna umetnost, zgodovina, to in tretje, ki jih v gimnaziji pa le dobiš. In jaz zdaj od faksa naprej nekako hitim to, bi rad nadoknadil. In odkar to izhaja, mi to zelo veliko pomaga, dobesedno. Ker eno je, da si kupiš umetnostno zgodovino in se tolčeš čez smeri, pa likovna, pa slike, pa ne vem kaj. Drugo je pa, da to sproti nekaj prebereš. In jaz mislim, da tle je toliko teh tem, da res
pomagati. Nisem imel tega. No? In tako da na to sem se spomnil, ker si ravno menila na svete. No? Mislim, moji so mi sigurno čist mem. Ja, pa meni se je zdelo, pa zdaj sta tam, pa to morate dvojezično. Milijon nekih to je velik problem. Milijon nekih drugih podjetniških idej sem imel takrat. Ampak očitno sta znala zbrati na svetu od več ljudi, predvsem pa po moje sam sebe poslušati. To je ponavadi najbolj važno, da iz sebe izhajaš in potem to na ta način narediš. Ja, se velikokrat tudi, ko so dobili kakšna sveta, ne? Pa zdaj tudi ne spomnim se od tistih časov že dolgo minila, ne? Ampak vem, da smo velikokrat tako, pa to pa glih kontra temu, kar nam je nekdo rekel, ki so ga cenila mogoče, ne? Ja. Pa nam je tako težko pa glih obratno odločitev sprejeti, ne? Tako veliko je bilo tega okoli imena, ne? Tako ime je bil samo nama na začetku všeč, ne? No, to je bilo pa meni pa tako všeč. In je bilo pa tako, ne? Zato, ker se skozi malo tako počutim in sem se tako identificiral. So rekli, ne, to ime. Aha, pa so tako zelo cenila te, ki so nam rekli ne, ampak bo vse to naredila, ne? Ker malo s težkim srcem, ne, v tem smislu, ampak je pa bilo pač tisto, da ko je nekdo slišal, pa ko je videl, ne, je rekel, aha, vse sem pa tudi outsider, ne. Tako, veliko ljudi, tudi ta odziv je zelo zanimiv, da veliko ljudi v bistvu spozna na neki točki, da ta pozicija v bistvu ni, kot to, da rečeš v angleščini precej slabšalno, ne, biti outsider, ampak v svetu, v katerem živimo, no, to, kar sem prej opisal, se mi pa zdi, da to pa je nek moment, kjer pa zna biti ta pozicija tista, ki omogoča eno drugačno reakcijo delovanja, kot pač če si v teh destruktivnih pogojih, ki jih sicer družba očitno podpira. Zelo veliko ljudi se identificira s tem outsider. Tudi jaz, ne, pa še to. Drugače pa tisto obdobje, ko je outsider se rojeval, je bilo res zelo polno, no, tudi zaradi osebnih stvari, no, imela sva 2 otroka, čist majčkena, živeli smo tam na Dunaju, vse je bilo novo. Mene osebno je pa takrat tudi to, moram reči, kar zaznamovalo, ker gledam zdaj nazaj, da sem zelo veliko tekla. Takrat sem maratone tekla in je bilo to nekaj normalnega, da vsak dan vsaj 1 uro tečem, no, ali pa še več, no, potem kakšni daljši teki čez vikend. In to je bil vedno čas pa samo zame, ne, pa za moje sanjarije. Ne. Doma je bil kaos, mali, vse, no. Tisti je bil pa nek... Matevš je kaos. Najne burne debate, super, ampak tam je bil pa nek tak čas za dvome, za za neko soočanje z unim glasom, mogoče notranjim kritikom, ki ti govori, da je nehi, ne nor, ne rabiš še tega v lifeu. Pa po drugi strani, kdaj bova pa naredila kaj, če ne zdaj, no? Zakaj pa ne, kaj pa lahko zgubiva? Zakaj pa ne bi sledila temu vzgibu, a ne? No, tako da to, no, zame osebno so bili te rituali teka, no, ful pomembni takrat, no. Ker sem nekako vse premislila, pretehtala in si pa več upala, no. Kot da bi ves ta negativen stres nekako se iz švicu ven in sem si potem več upala, pa bila mirnejša. Vse to je logično, ker da se ti enemu naporu podrediš, a ne, takrat veliko prihaja. Jaz imam pri jutranji telovadbi beležko zraven, ker takrat meni, jaz si moram toliko stvari vedno zapisati, da je toliko prekiniti, da moram to speljati, ne. Ker se glava sprošča in sam leti. Ampak zdaj si rekla, burnih debat, vidno to peljeta skupaj, ne. Zdaj, če jaz prenesem to na naju, mi do Zelenko imamo veliko burnih debat in se tudi podjetniško zelo veliko pogovarjava in to ne predstavljam si pa, da bi skupaj eno podjetje peljala, ker to bi, preprosto ne predstavljam. Oziroma, če grem še korak nazaj, kje ste se vidno sploh spoznala? Spoznali so se na dan, ko sem jaz diplomiral, a ne, je ona delala en natečaj, pa smo bili potem, ker smo mi zabavo, so oni delali na natečaj. Na faksu, jaz sem bila taka zagrizena arhitektka, mislim, še študentka, no, tipa. Jaz pa zagrizen arhitekt glih postal, ne. Tako da so se takrat spoznala, pa še nekaj časa sem menil, da sva bila skupaj, no. Pa pol tudi
Pač takrat si ti uletel tam že malo mogoče vas vesel, no, od praznovanja diplome ali ne vem kaj, no, ampak sva si bila takoj všeč, vsaj ti meni, no. Pa trajali še. No, ampak ko so pa bila skupaj, ne, so pa tudi v bistvu že od začetka skozi neke natečaje skupaj delala, ne. Tako da bi prav imela firmo skupaj, pa to se še ni zgodilo, no, ampak so pa skozi imela neke kreativne sodelovanja, ne, tudi nekaj natečajev kar uspešnih, ne. Tako da je pol to, ja, prišlo v tej točki, ko sva rekla, ok, ne, zdaj pa mava, ne, če kdaj, potem zdaj, ne. In so začela z revijo, ne, takrat je bilo pol, ki ni imela teka. Prej je odnesel na Dunaj. Prej na Dunaj, ja. Kaj je pravzaprav pa na Dunaj odnesel? Šla pa Nina tja na podiplomski, na magistrski študij kuratorstva, ne. Pa kulturnega menedžmenta, ja. Pač, takrat sva že imela 2 otroka, jaz sem pa hotela še kam iti, no. Pa ne, da ne maram Ljubljane pa Slovenije, samo res sem želela narediti malo zamenjati okolje, no. In ti si to toliko podprl, da... Ja, jaz sem tudi od nekdaj, jaz pa sploh nisem nikoli si zares želel v Ljubljani živeti. Tako da je bilo meni tudi tako, mislim, sicer težko vse ta premik narediti z 2 otrokama, pa v neki nesigurni finančni situaciji, kako bomo preživeli, pa se to, ampak okej, ne. Dunaj mi je bil itak od nekdaj tako zanimivo mesto, pa so šla pol takrat. Ja, tudi ta študij je omogočil, da sem lahko brezplačno tam na univerzi, no, upisala otroke v vrtec. V bistvu to je bil vrtec za staff od fakultete, no, za profesorje in no, tudi za študente, ne? Tudi za študente, no, par. Sem otroka študentov. Tako da se je vse fajn poklopilo, no. Pa smo šli. A ja, vse to krije ta podiplomski študij, da tam stanuješ, da... Ne, se v bistvu Dunaj ima zastonj vrtce, tako, ne, se to so pol zvedla, tam so vrtci zastonj, s tem, da to, kar smo pa mi imeli, to je bil pa kinder grupe, to je tako kot zadruga, ne. Se pravi, da imaš možen model upravljanja vrtca, kjer starši vodijo vse skupaj, ne, in pač ta skupina se ustanovila in to mesto sofinancira potem, ne, ti imaš s tem, da mi smo nekaj plačevali, če bi imeli pa v tem državnem mestnem vrtcu, ne bi imeli pa čist zastonj. To so pol kasneje izvedla, ne, ampak pač ko priješ ne veš in veš, pa tudi ne bi dobili najbrž v tem državnem, tukaj pa smo dobili. No, pač v okviru univerze je ta kinder grupe bila, no, ki je bila praktično zastonj in to je bilo potem ključno, zakaj smo sploh zares se odločali pa šli na Dunaj, no. No, mislim, to je kar pogumno še sploh, dokler je nekdo par, smo zelo fleksibilni, pa lahko letaš. V hipu, ko so otroci vpleteni, pa to nivo odgovornosti kolektivne bolj. Res je. Tak korak to naredi. Ja, in ne veš, da otroku narediš dobro ali slabo s takimi premiki, ne? To jaz nikoli nisem dvomila, da je dobro. Ampak vidim tako pri odzivu, ne, da je to tisto, zdaj boš pa otroka izpostavil nečemu. Ne? Ampak tako mi nismo imeli problema s tem in se nam je zdelo, ok, se bo naučil še enega jezika in so dejansko pol starejša 2 se naučila nemščino, ki ste jo takrat govorila bistveno bolj kot mi 2, ne, ker ste imeli pač naravni, mislim pač jezik, ki ste ga vsakodnevno uporabljala in je bilo sigurno z tega vidika za njih pozitivno in tudi pač otroku proti starci niti ne ve, kaj je prav, pa kaj je drugače, oziroma kakšne so druge opcije, oziroma kako drugi počnejo, oziroma kaj je ta normalnost. Otrok pač sledi staršema, ne, in če smo bila midva zadovoljna s to odločitvijo, pol tudi pač ni bilo tukaj, seveda ne, nekih dvomov pri 2-letniku. Je pa res, da sta bila prva 2 otroka zelo, kako naj rečem, mirnejša kot tretji. Prijazna za uporabo. No. Mislim, ja, ta tretji, ki je pa Dunajčan, no, tam je pa vprašanje, če bi bilo težje. No, pa se tudi s tretjim smo potem šli med korono potem, no, to je neka druga situacija. Premik. Ampak, ja. Kaj ste med korono? Smo šli na Hrvaško. Ja, točno. No, pa je tudi bil v tej starosti, ne, mogoče že malo starejši. Ja.
In kako mislim, rekla si kuratorstvo. Kje si bili kuratorstvo? Iz faksa za arhitekturo, zdaj pa kuratorstvo. Jaz sem prej študirala še dramaturgijo na AGRFT. Tako, ja. Serijski študent. Ja, večni, ja. Še kaj A še študiraš še zdaj? Pač doktorat imam nedokončan, no, še v dolgu. Iz založništva? Ne, iz arhitekture. Na fakulteti za arhitekturo, ampak to je trenutno na čakanju. No. Ne, študirala sem dramaturgijo, to sem šla po gimnaziji najprej študirati in potem v 3. letniku sem pa vzporedno vpisala še arhitekturo, no, in spoznala, da je arhitektura v bistvu to, kar si jaz želim početi v življenju. No. Potem to kuratorstvo in kulturni menedžment je bila pa neka nadgradnja, zato ker sem prišla do neke točke kot urednica, ki se mi je zdelo, da moram narediti en korak naprej, da bom napredovala. Zato tudi ta selitev na Dunaj. Zdelo se mi je, da v bistvu v mladih letih, da sem že veliko dosegla in da moram nekaj spremeniti, se dati v neko cono neudobja, če hočem res doseči nekaj novega. Ker, ja, seveda, čakaj, ti si bila prej, sta šla na Dunaj, si bila ti urednica hiš. Tako. Točno, ja. Ker jaz se spomnim, ja, skozi hiše sem tako bežno poznal, ampak sem tako, v bistvu, moj prvi spomin, da smo se zares spoznali, je v Poreto, ki sta organizirala, da gremo Bienale gledati. Ja. Tako, ja. In ti si prvi tako, da smo se malo bolj pogovarjali, da sem videl sploh, da sem obraz nalimal na neko komunikacijo in tako, to je tisti prvi stik. No pa že takrat se mi je zdelo, se pravi, ko si bila še v hišah, no, že ta izlet v Benetke je kazal na to, da to ne vidiš hiše kot to je pa zdaj revija in This is it, ampak da, pa to, pa še pa še treba, ampak takrat nisem znal še teh stvari povezati, tako, da se več okoli ene revije dogaja, oziroma da ni revija sam zaključena celota in to je to. In zato, kako pa si do hiš prišla? A si takoj za Alenko Krajger ali je bilo še kdo vmes? Ne, jaz sem poslala na Zavod BIK takrat še kot pravkar diplomirana študentka, da bi želela kaj pisati. No? In potem, ne vem, kakšne so bile takrat okoliščine pri reviji, no? Ampak v bistvu me je Zmago Novak, potem ko je videl moj CV, pa nekih par člankov, kar povabil, če bi bila urednica. In meni je bilo takrat to, a se heca tukaj nekdo, itak, da bi bila urednica. Ne, ampak pač zdelo se mi je čist predober, da bi bilo res, pa prevelika odgovornost, ampak točno to, kar, mislim, res uresničena želja, ki niti mogoče nisem si upala, je takrat si zamišljati, no. In sem pol z nekim ogromnim strahospoštovanjem to nalogo sprejela, no. Pred mano je bila Maja Ivanič. A točno, Maja Ivanič. Tako, ja, ki jo izjemno spoštujem še vedno. Zdi se mi, da je naredila fantastično delo in sem vstopila v ogromne čevlje takrat. Kar je bilo pa super, je bilo pa to, da sem v bistvu noben se ni ukvarjal z mano, no. Lahko sem delala, kar sem hotela. Matevž me je mogel poslušati cele dneve in noči, no. To je normalno. No, ja, pa še k zakonu, ampak tudi te neke profesionalne dileme, odločitve. To mislim, da je normalno. Tudi, ja. Sem prišla na okus, no. Potem pa sem tam pač, je pač... Je Dunaj pol prevladal. Tako. Ja. Tam sem pol se odločila za nek korak na svoje, no.